Ko pride jesen in se zrak ohladi, veliko tekačev razmišlja, kaj zdaj, a tečem naprej ali se ustavim. V resnici pa gre za tretjo opcijo in sicer prilagodiš, presekaš s tem, da začneš početi nekaj malo drugačnega. Po dolgi sezoni si telo zasluži regeneracijo in takrat je čas, da začneš početi nekaj drugega, nekaj, kar te res zabava. To so lahko hribi, traili, lahko začneš plavati, mogoče kakšna joga, predvsem pa je ključ, da pozabiš na številke, ampak ostaneš v stiku s svojim telesom. Tek ni samo fizičen, ampak je tudi mentalni del in potrebno se je vprašati, predvsem ob koncu sezone, zakaj tečem, kaj me pri tem polni, si odgovoriti na to vprašanje in potem novo sezono začeti svežo in s ciljem, da ne bo nobene izgorelosti. Jesen in zima sta idealen čas, da razmisliš o vajah, ki jih čez leto pozabiš, se pravi stabilizacija trupa, močne noge, predvsem zadnja loža in da to vključiš nekje 2-krat, mogoče 3-krat tedensko. Dodaš tudi nekaj stabilizacije, mobilizacije, mogoče celo joge. In predvsem poskrbiš, da bo jesenski korak postal skozi bolj močen in potem pomlad čim bolj sveža. Hladno vreme pomeni stres za telo, zato je pomembno, da smo v tem času bolj fokusirani, da je dovolj spanja, vitamina D, kakšen cink. Absolutno pa to ni čas, da bi šli na dieto, ampak je potrebno telo konstantno ohranjati nahranjen. Če povzamem en stavek, tekaška sezona se v resnici nikoli ne konča. Samo spremeni svojo obliko in poskrbi, če se znaš poslušati, da so tvoje sezone tudi vnaprej zdrave, brez poškodb in konsistentne. Če ti je bil ta video všeč, lahko spodaj pustiš en srček ali pa komentar in predvsem poveš, če želiš še takšne vsebine tudi vnaprej.